Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Kitajske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Kot ponavadi bo tudi tokratni komentar razdeljen na tista dva glavna dela. V prvem, daljšem, se bomo posvetili vsem iztočnicam, ki nam jih je dala sama dirka. V drugem, proti koncu, nekoliko krajšem, si bomo ogledali tudi napovedi strategij in seveda rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo seveda pri sami dirki za veliko nagrado Kitajske. Tu bi lahko dejali, da nam je sama dirka dala mnogo pozitivnih in tudi kakšno negativno iztočnico. A začeli bomo pri onih pozitivnih. In najprej moramo seveda omeniti zmagovalca. Andrea Kimi Antonelli je dokazal, da je prav on en izmed bodočih verjetno šampionov Formule 1. Izjemno mlad je prišel v tovarniško ekipo Mercedes in pri svoji prvi pravi priložnosti tudi dosegel zmago. Kljub pritisku, ki je bil po mojem mnenju izjemno visok, ni napravil nobene hujše napake. Tisti manjši spodrsljaj pri zaviranju tik pred koncem dirke mu lahko oprostimo in pravzaprav je vsem nam končno dokazal, iz kakšnega testa je. Kdor sledi mojemu kanalu, se verjetno še spomni, da najmanj 2 sezoni opominjam vsakogar izmed vas, naj bo pozoren na Andrejo Kimi Antonellija. In ja, Andrea Kimi. Kimi je nekdo drug, navadimo se že enkrat tega. In treba je tu povedati, da George Russell je tudi tokrat pokazal, da je dobesedno on glavni favorit za končno zmago, kar se tiče naslova. Ampak danes je bil njegov moštveni kolega boljši. In tudi to je pomembno. Vse čestitke Antonelliju in tu bi rad izkoristil priložnost za neko zanimivost. Se morda kdo izmed vas še zmeraj spomni tiste polemike okrog tega, ko so dekleta na štartni vrsti zamenjali otroci? Bi si sedaj kdo izmed vas upal trditi, da je bila to neumnost? Nekomu je bila tista priložnost pravi navdih. In videli smo ga na veliki nagradi Kitajske, na najvišji stopnički zmagovalnega odra. A verjamem, nekaterih to ne bo prepričalo in s takimi posamezniki si v resnici nimamo več kaj dosti povedati. Če je bil praktično najsvetlejša točka dirke za veliko nagrado Kitajske Andrea Kimi Antonelli, bi lahko dejali mirne duše, da je bil druga najsvetlejša točka sam Lewis Hamilton. Čisto nekaj drugega od tistega Hamiltona, ki smo ga z muko in težavo spremljali v sezoni 2025. Hiter, prebrisan, bojevit Hamilton, ki je prišel končno na zmagovalni oder tudi s Ferrarijem in je
nekako premagal svojega moštvenega kolego. Videli smo ga na kvalifikacijah, videli smo ga blesteti že na sprintu, ampak na dirki ne upam si še trditi, da se je vrnil stari Lewis Hamilton, ampak če bo tako nadaljeval še naslednjo dirko in morda dirko za veliko nagrado Miamija, bomo lahko to z zagotovostjo potrdili. Mogoče je bila tu le proga, ki je ležala Lewisu Hamiltonu in ni bila nekako prebavljiva Charlesu Leclercu, ali pa mogoče novi bolidi so tisti, ki nekako bolj pomagajo Hamiltonu pokazati njegov stil in njegov talent, ki je še zmeraj tam. A vseeno menim, da Lewis Hamilton si zasluži vse pohvale, in če se vpraša mene, bi moral on dobiti naslov voznika dneva, čeprav bi mu ne pomenil veliko, ampak Andrea Kimi Antonelli je tako ali drugače že dosegel zmago. Med onimi, ki so mene osebno prijetno presenetili, je Oliver Behrman, ampak mislim, da bo letos to neke vrste stalnica. In ne smemo mimo Carlosa Sainza mlajšega, ki je z Williamsom v globoki tehnični krizi prišel do 2 pomembnih točk. In tu treba je povedati, da je za seboj zadržal Franka Colapinta. Colapinto je bil zaradi strategij kar nekaj časa tam v ospredju, potem po menjavi se je zapletel v nesrečo, ki bi si je lahko tudi ne bi privoščil, ampak treba je povedati, da pravzaprav Colapinto je zopet malce razočaral, še posebej, če ga primerjamo z Pierrom Gaslyjem. A vsekakor Sainzu je treba dati neko pohvalo, kajti napravil je več, kot bi lahko pričakovali. Ampak, da sta tako Colapinto kot tudi Sainz prišla do točk, ne gre toliko zasluga njima, kot je to posledica, bodimo iskreni, ogromnega števila odstopov. Imeli smo jih kar 7, to je tretjina štartnega razporeda, če lahko malce zaokrožim, in med temi imamo res negativna presenečenja in največje negativno presenečenje zagotovo McLaren. McLaren ni bil sposoben niti štartati dirke. To je druga dirka zapored, ko Oscar Piastri ne naredi niti kroga. In imeti 2 ločeni težavi na električnem delu pogonskega sklopa tik pred štartom pomeni, da nekaj ni v redu. A ne smemo pozabiti, ni samo McLaren tisti, ki je razočaral, tudi Red Bull. Isaac Hadjar se trudi, morda se trudi celo preveč. Videli smo, da na primer tudi Max Verstappen kljub svojemu talentu danes je bil nemočen. Ampak verjamem, mnogi bodo dejali, sedaj ko nima najboljšega bolida, je tam, kamor sodi. Max Verstappen je zagotovo eden izmed največjih, če ne največji talent na celotnem štartnem razporedu. Ampak nekateri ne razumejo, da gre za motošport, torej kombinacijo stroja in človeka. Če en ne deluje, drugi ne more nadoknaditi tistega zaostanka, a nekaterim seveda tudi to nikoli ne bo jasno. In treba je povedati, da odstop Verstappena je nekako samo v statistikah zameglil to slabo sliko, ki jo kaže ekipa Red Bulla. Racing Bulls z bistveno manj ambicioznim projektom
so do tega trenutka zbrali prav tolikšno število točk kot tista prva ekipa Red Bull in zanimivo bo videti, kako se bodo zadeve odvijale v prihodnosti. A ne moremo niti mimo Aston Martina, kjer je Stroll povzročil tisto obdobje varnostnega avtomobila, ki je bilo krivo za predčasni postanek večine, ampak tudi Fernando Alonso se je ustavil, ker njegovo telo ni več preneslo vibracij. In tu, če se mene vpraša, ni kriv Aston Martin kot Honda. Namreč pogonski sklop je tisti, ki povzroča vibracije. In tu je srž problema. Ampak pred nami je velika nagrada Japonske. Domača dirka za tega dobavitelja pogonskih sklopov. Bodo vsaj omilili svojo hibo? Ne vem, videli bomo. Med svetlimi točkami po svoje ne moremo mimo dejstva, da so pri Cadillacu prišli do konca, ampak njihov zaostanek je bil gromozanski. Smo res rabili 11. ekipo, ki je tako konkurenčna kot Cadillac? Če se mene vpraša, ne. Samo zato, da imamo 2 sedeža več, ampak z bolidoma, ki zaostajata praktično več kot cel krog, menim, da je bilo to nepotrebno. Ampak že če govorimo o zaostanku, verjamem, da mnogi navdušenci in navijači Scuderie Ferrari bi po svoje bili lahko zadovoljni s tistim, kar so videli na veliki nagradi Avstralije in sedaj na veliki nagradi Kitajske. Tako na sprintu kot na glavni dirki. Ampak poglejte si zaostanek. Če malce zaokrožimo, to pomeni, da je Ferrari izgubljal pol sekunde na krog. Razumem, meni ne verjamete. Tu je ritem. Ritem skozi celotno dirko. In vidite lahko, za koliko so zaostajali pri Scuderiji iz Maranella skozi vsak krog na letošnji veliki nagradi Kitajske. Seveda v povprečju. Kaj to pomeni? Enostavno, da tudi če imajo prednost pri samem štartu s to turbino z manjšim presekom, niso sposobni pobegniti. In to pomeni, da pravzaprav, ukolikor pri Mercedesu ne napravijo napake, nimajo neke tehnične okvare ali pa ne zletijo iz proge, v bistvu kakšnih resnih možnosti ni. In med tistimi točkami, ki bi jih lahko šteli med negativne, je tudi ta interni boj v Scuderiji Ferrari. Nekateri verjamem, da so se zabavali, ampak boj med Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercem je bil samo in izključno voda na mlin Andreji Kimi Antonelliju, ki se je oddelil, in seveda Georgeu Russellu, ki ju je dohitel in prehitel. In seveda tudi odnos Charlesa Leclerca je bil, vsaj po mojem, dokaj piker in verjamem, da mu je Lewis Hamilton vsaj tu pokazal svoje zobe. Bi lahko dejali, da na naslednjih dirkah bomo videli boj za prevlado tudi v Ferrariju? Sicer v situaciji, kot so sedaj, si to lahko privoščijo. Namreč izgubiti nimajo kaj. Mercedes je preveč spredaj. Ampak iz vidika ekipe je notranji boj nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi. Zato moramo biti pozorni na 2 stvari. Na strategije in kje se bodo pojavljale napake, če se bojo, in na medsebojne trke. Bili
so prisotni tudi danes. Charles Leclerc se je dotaknil Lewisa Hamiltona, ampak Lewis Hamilton, kot tisti, ki mu je uspelo priti na zmagovalni oder, je kontakt z Charlesom Leclercem označil kot nekaj podobnega poljubu. In seveda, tu si lahko misli vsakdo, kar si hoče, ampak sam vidim v tem veliko mero sarkazma. Lewis Hamilton, kot sem nekako poudaril na začetku, je bil tu na Kitajskem drugačen od onega, ki smo ga gledali lani, in morda se je tega začel zavedati tudi Charles Leclerc. Tak Lewis Hamilton bi lahko ogrozil prevlado Leclerca v sami skuderiji, ampak kot sem povedal, zato je še prezgodaj, da bi karkoli rekel. Ampak, če potegnemo črto, videli smo, da na koncu je bil rezultat tisti, ki smo ga nekako pričakovali. Velika premoč tovarniške ekipe Mercedes, ampak zmaga Andreja Kimija Antonellija je lepa poživitev za celotno prvenstvo. Ferrari je druga sila, ampak na koncu je daleč zadaj. In tu je nepomembno poudarjati, da so drugi še slabši, kajti nihče ne štarta dirke zato, da bi bil drugi. Tako Enzo Ferrari kot Ayrton Senna sta dejala nekaj podobnega temu, namreč drugi je samo prvi izmed poražencev. In če si poražen, ali si prvi v skupini, drugi, tretji ali 15, je vsaj mojem vseeno. A seveda, tu se bomo sedaj še za trenutek ustavili pri napovedi strategij in tistemu, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. Pri Pirelliju vam priznam, da že pogrešam tisto staro grafiko, ki je bila bistveno lepša zakazati, ampak tu so nam dali praktično dve strategiji z enako varianto. Začeti na pneumatiki medium in potem iti na pneumatiko hard, ali pa prvi del zamenjati za pneumatiko soft in seveda strategijo z dvema postankoma, kjer je podobno kot pri oni prejšnji varianti menjava med medium in soft in nato dva dela na pneumatiki hard. Sam sem bil kot običajno tisti, ki je podal samo 3 variante. Prvi dve varianti z dvema postankoma in tretja z enim samim. Lahko bi dejali, da na mojih napovedih se vidi, da 2/3 sovpadajo z onim, kar so napisali pri Pirelliju. In kaj je pokazala proga? Seveda, da je bila najhitrejša varianta tista z enim samim postankom, kjer zaradi varnostnega avtomobila so se pri večini bolidov odločili za menjavo koles izjemno zgodaj. Proti koncu so seveda imeli težave. Videli smo pri Andreji Kimiju Antonelliju, videli smo pri Charlesu Leclercu, ampak na koncu se je vse srečno izteklo. In zopet dokaz. Tudi mi od doma lahko pridemo do tistih zaključkov, do tistih strategij, ki so si jih zbrali pri samih ekipah Formule 1. In če nekako vzamemo, da je prišel varnostni avtomobil na progo in je tako skrajšal tisti prvi stint, bi lahko dejali, da je tudi moja napoved bila dokaj točna, kajti dvomim, da bi vztrajali bistveno dlje od 16. kroga. A nikoli ne bomo tega izvedeli. Vsekakor, kar se tiče našega komentarja dirke za veliko nagrado Kitajske, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.